Smaragdno reko in Matajurjem v Soški dolini raste nasad vijoličastih rož, ki skrivajo najdražjo in najbolj dragoceno začimbo na svetu. Žafran ima 3 nitke, ta je začimba. Tele 3 nitke se pobira in pole sušimo. Rdeče zlato Sumerci naj bi ga gojili že pred 4000 leti, ker so verjeli v njegovo čarobno moč. Italijan Ivan Mangani, ki je v Sloveniji pred 8 leti našel ljubezen in svoj dom, je prav v tej cvetlici videl priložnost in pred leti poskusno posadil 500 čebulic. Prvo leto so rasle, je prišla prva začimba, smo probali kuhati rižote, era prav fino. Tako počasi smo eksperimentirali in zdaj imamo blizu 70 000 čebulic. Te rdeče posušene nitke dosegajo vrtoglavo ceno od 15 do 20 evrov za gram. Ker za 1 gram žafrana treba, če so velike rože, 200 rože približno, če so majhne tudi 350 rože. Zato tudi znam rek, drag od žafran. Cimet, ingver, garam masala, kurkuma, kajenski poper, česen v prahu, muškatni orešček. Kardamom je tudi zelo cenjena in draga začimba. Recimo kardamom je dober za zadah. Origano je tako klasično mediteransko zelišče in pa timjan tudi. Začimbe so poganjale in usmerjale svetovno zgodovino, imele so pomembno gospodarsko in politično vlogo, bile so donosen posel. Z njimi so bogateli vladarji, pravi etnolog dr. Janez Bogataj. Ko gremo nazaj v zgodovinski razvoj, vidimo, da so bile začimbe zelo drage in so si jih lahko privoščili samo privilegirani predstavniki družbe. Navsezadnje je Krištof Kolumb prišel do Amerike, medtem ko je iskal lažjo pot do Indije, da bi med drugim v Evropo prinesel tudi začimbe. Zelo cenjen in iskan je bil poper. Uporaba je bila bistveno drugačna, kot je danes. So začimbe pogosto kot uporabljajo tudi zato, da so določene okuse zakrili, ker so sistemi, bi rekel, hranjenja mesa, recimo, bili bistveno drugačni od današnjih, ni bilo nobenih zmrzovalnih skrinj, je to meso smrdelo in je bilo treba te negativne vonjave in pa z njimi povezane okuse ustrezno zakriti. In to so delali recimo s poprom. Nekoč so torej imele začimbe točno določeno vlogo. Lovor, kumina, šetraj so denimo začimbe, ki so se jedem dodajale proti napenjanju, pojasni Ana Šušteršič, dolgoletna kuharica in kreativna vodja gostinstva iz Erše. Danes, ko so nam vse svetovne začimbe na dosegu roke, se z njimi igramo, eksperimentiramo, tako kot pri tej pečeni zelenjavi. Pa dajmo pol garam masala in tale počeš. Ajde, moja ta. Pa kajenski poper je, jaz sem zelo rada kajenski poper. A je treba biti zelo previden pri mešanju, recimo kombiniranju? Vse z vsem ne gre, ampak se pa da tako natrenirati to. Pa malo še česna dajmo. Zelenjavo smo še solili, potem gre v pečico. Z začimbami spreminjamo in dopolnjujemo jedem okus in vonj, še tatarska omaka nekoliko drugače. Tukaj imam majonezo, dodamo kapre, naribali bomo še kisle komarce. Dodali bomo še hrena, žličko in pa gorčična semena, koprc, pehtran, peteršilj. Bomo vse skupaj nasekljali. Takole vskupimo, da dobimo samo liste. Veliko so bolj cenjeni listi, zelišč kot pa stebla. Poper, da je bolj pikantno. Zdaj bomo vresle tole pečeno zelenjavo. Dodali bomo tako kanček medu. V tem primeru imeti tudi kot začimba. Za piko na i bomo samo na olju hitro dali malo žajbla, da sam zacvrči in da ste gor. Žajbelj je ena stara sredozemska rastlina, zelo poznana, potrebuje sončno lego, rabi alkalna tla. Milan Kalan že 25 let preučuje, goji, prodaja zelišča in začimbe. Na 600 metrih nadmorske višine nad Šentjurjem smo ga obiskali v toplih mesecih, ko pobere največ pridelka. Pripravljen za obiranje takrat, ko žajbelj posivi. Žajbelj režete čisto, bo rekel nekje centimeter ali pa 2 centimetra nad tistim starim olesenelim delom. Se pravi, predvsem v kulinariki se uporablja pri kuhi juhe. Neprimerljivo prijetnejši okus ima juha, goveja juha, če daste nekaj listov žajblja pri sami kuhi te juhe. Pečenkah, divjačini,
Od približno 40 različnih rastlin, ki jih goji, jih je pravi polovica uporabna v kulinariki. Citronka. Rastlina, katera ima zelo širok spekter delovanja, vendar zelo blag je ta spekter. Se pa uporablja tudi v kulinariki zelo uspešno, se pravi za začinjenje nekih sadnih solat, recimo sadnih kup, sladoledov ali česarkoli drugega, ker ima izrazit vonj po limoni. Janežev užeb, tudi ena takšna rastlina, katera se veliko uporablja predvsem za pripravo likerjev. Je pa tudi zelo dobra recimo za sokove. Sokovi so prijetnega okusa, ker imajo okus po sladkem janežu. Potem je plavica, rastlina, katera je predvsem v kulinariki se uporabljajo cvetovi za okraševanje. Če se vrnemo v kuhinjo, so zelišča oziroma začimbe, ki tam ne smejo manjkati. Včasih so se uporabljale izključno sveža. To je bouquet garni. V Franciji je to zelo taka cenjena, cenjen šopek. Osnovne tri so bile bazilika, timijan in pa rožmarin. Potem pa lahko dodaš še lovor, še traj, tle imam sivko, recimo meta, poprova, peteršilj not, čebula. Zelo naša rastlina je pehtran, ki ga pa dajem predvsem same pehtrane potice, ampak krasen izboljša tudi kakšno juho, kakšno omako. Začimbe so več kot le dodatek jedem. Prek njih spoznavamo kulture in običaje, je prepričan Osman Džogić, nekdanji mufti Slovenske islamske skupnosti, ki več kot 10 let pakira in prodaja celo paleto začimb. Je to naša štacuna, trgovinica je meeting point, stična točka. Ljudje, stranke med seboj se začnejo pogovarjati in jaz uživam v tem. Gre se tudi za odnos z, bi rekel, drugimi kuhinjami. Kuhinja je del kulture, z drugimi kulturami. Tu potrošniki izmenjujejo znanja, recepte. Kaj se uporablja kurkumo? Kot začimba v kuhinji precej zarež koristna, je pa tudi koristna kot zdravilo. Ta trgovinica je pravi zaklad barv in okusov različnih koncev sveta. Na policah je okoli zavidljivih 100 začimb. Od nam domačih in znanih do mešanih značilnih za indijske, azijske, mehiške jedi Bližnjega vzhoda. Paprika, kurkuma, kumina, kardamom, gorčica, zvezdasti janež, kimen, garam masala, biryani masala, razal hanut, harisa. Največ povpraševanja pa je za kurkumo, ceylonski cimet, kari, kebab in falafel. Začimbe rastejo povsod okoli nas, v gozdovih, na travnikih. S Katjo Rebolj, doktorico biokemije, poznavalko rastlin, smo se srečali na vlažno jesensko jutro. Če rečemo začimbe, najdemo lahko en kup rastlin, ki pravzaprav na prvi pogled nismo ravno navajeni uporabljati kot začimbe, ampak imajo pa izredno aromo. Naprimer, tukaj imam navadni pelin. To ni tisti pelin, ki se uporablja za pelinkavc, in ni niti sladki pelin, ki se uporablja za čaj. In teli njegovi cvetovi so v jeseni blazno aromatični. Slovenska narava je z rastlinami ena najbogatejših v Evropi, pravi, zato jo je dobro poznati. To je hren. Hren raste tudi po travnikih, na obronkih in ga lahko kjerkoli dobimo. Če pogledamo tukaj pri dnu, pa imamo tudi takele čisto mlade liste, ne? In te mladi listi, tako kar skupaj s peclom, so odlična začimba, da jih narežemo lahko kamorkoli, ker imajo tudi tak močan okus, kot ima močan okus korenina. Tudi to je eden od razlogov, zakaj smo v Sloveniji z gojenjem rastlin začeli razmeroma pozno. In to najprej v mestih, pojasni Bogataj. Prvi primeri gojenja začimb na vrtovih se pojavljajo v urbanem prostoru Slovenije. Tam nekje 18. začetek 19. stoletja. Medtem ko kmečko prebivalstvo je začelo začimbe šele množično uporabljati z 20. stoletjem. Katja z divjimi rastlinami, ki jih nabere v naravi, oskrbuje kuharje po vsej Sloveniji. Pri tej, čeprav so užitni tudi mladi listi, obere semena in iz njih naredi začimbo. V takšni obliki jo uporabljajo, pojasni, tudi v Indiji. Pri nas je še precej neznana. Takole cveti, to je namreč navadni dežen. Dežen je ena taka rastlina, kjer moramo paziti, da je slučajno ne zamešamo s kakšno drugo. Poglejmo si pa podrobno tele plodove, kako aromatični so. Malce spominja na muškatni orešček. Obrana semena posuši in zmelje v prvovrstno začimbo.
Čeprav velja, da sveže zelišče in začimbe razvijajo močnejšo aromo, se zaradi dostopnosti in lažjega skladiščenja veliko bolj pogosto uporabljajo suha. Tukaj pa veliko lažje pride do potvorb. Na Zvezi potrošnikov so pregledali origano različnih proizvajalcev v več različnih državah in ugotovili, da v pakiranju origana ni vedno samo origano. Od 77 vzorcev sta v bistvu dva nista vsebovala zgolj origano, če tako rečem, se pravi, nista bila pristna. In nažalost eno od teh vzorcev je iz slovenskih polic. V tem vzorcu je bilo samo polovico origana, drugo polovico so pa predstavljali oljčni listi in stebla. Globalna industrija zelišč in začimb je ocenjena na 4 milijarde evrov letno. Evropska komisija je leta 2019 pod drobnogledu vzela 1900 vzorcev 6 različnih začimb: poper, kumino, kurkumo, žafran, papriko oziroma čili in origano. Je bila kar šestina vzorcev potvorjenih, se pravi, se te potvorbe ne dogajajo samo na origano, ampak kar na različnem spektru teh začimb. Zaradi zelo dolgih dobavnih verig je prostor za manipulacije toliko večji. Mleta paprika in ingver denimo v Evropo večinoma prideta iz Kitajske, poper iz Vietnama, kurkuma in kumina iz Indije, zvezdasti janež iz Egipta, cimet iz Indonezije, koriander iz Rusije. Pristnost vsebine z deklaracijo potrošnik sam težko preveri. So tukaj nadzorni organi, ki nas morajo zaščititi, potrošnika. Če je barva drugačna, ne taka, kak bi morala biti, če je vonj malo spremenjen, lahko že sumimo, da mogoče ni to, kar smo pričakovali. Prav zaradi visoke cene se kljub nadzorom veliko ponareja tudi žafran. In je sama barva pove, vsakdo, ki se spozna na žafran, ve, da je to pravo. Pri nas je pogosta začimba neprimerljivo cenejša žafranika, a gre za povsem drugo rožo, svetlejše oranžne barve, ki jedem daje zgolj barvo in ne okusa. Tudi rabite veliko več žafranike in za barvo, kot pa žafrana, rabite veliko manj žafrana, vsaj 15krat manj žafrana, to sploh ni primerjave. Prav tako spomladanski žafran, ki raste na travnikih, ni žafran, iz katerega nastaja začimba, saj nima rdečih nitk. Naše podnebje ni najbolj naklonjeno pridelavi žafrana. Ivan je edini, ki ga v Sloveniji goji. 90% vsega svetovnega žafrana pridelajo v Iranu. Ker je pri nas zemlja veliko bolj vlažna, mora čebulice vsako leto izkopati iz zemlje, jih čez zimo hraniti na suhem, nato avgusta spet posaditi. Malo več delo tu. Za čebulica drugo leto lahko se razmnožuje? Ja. In lahko pride 3, 4, 5 čebulic. Nitke se s cvetov ročno ločijo še isti dan in sušijo na 40 stopinjah. Zelo zamudno in počasno delo je to prebiranje nitk iz vsake rože posebej. Je res važno, da pride lepo suho, da pusti 80% vlaga. Samo, če je pole preveč, ne pride prvo kvaliteto. Če kdaj so lepe suhe, drži same ravne. Čeprav se žafran lahko uporablja za juhe, celo sladice, je najbolj znana žafranova jed milanska rižota. Tu precvrto maslo, dodali bomo šalotko, potem imamo tle segreto govejo juho, v katero bomo zdaj ta žafran. Dodamo riž. In zdaj zalivamo potem z vročo tekočino. Vroče na vroče. Mešamo, da se zrna med sabo drgnejo in izločajo škrob. Zdaj bomo dodali parmezan in pa mascarpone. Rižoto, črnih trobent, kot čista povor. V tem primeru je parmezan tudi začimba. Strast do žafrana je pri Ivanu prerasla v posel, v njegovi domači kuhinji pa je še vedno vse prisoten. Jaz dam žafran zvečer za drugi dan, ker v vodo, ker pusti lepo barvo, aromo in okus. In poleg, da kuham, se da vse skupaj, nitke in voda na hrano. V te sušilnice gredo pa samo tista zelišča, katera so lepa, takšna kot morajo biti, se nekatera zrežejo pred sušenjem, tako kot je dobra misel, ali pa enostavno se posušijo. Zdaj pa enostavno, ko je suha, samo to naredimo in enostavno dobimo iz tega potem tisto suho drogo, katera je pa res zelo kakovostna. Na kmetiji Kalan večino zelišč, ki jih oberejo, posušijo. Pripravijo si celotne zaloge ter sami delajo čajne mešanice. Kar ostane, gre v predelavo eteričnih olj. In najboljša sestava eteričnih olj pri pokroju meti je med 6 in 9 listom.
Se pravi, to pomeni, če pogledamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, se pravi, od tukaj naprej in do tukaj je to največja količina eteričnih olj. Se pravi, vse ostalo mi pustimo na polju. Če se sprašujete, zakaj so eterična olja draga, iz skoraj polnega kotla posušenega smilja se po eni uri izloči zgolj 1 ml eteričnega olja. Kar dosti zelišč potrebnih za takšen kotel. Tukaj se lepo vidi, se pravi hidrolat, kajti olje je lažje od vode in zato olje plava na vrhu, to je ta ključilnik, olje plava na vrhu, spodaj je pa hidrolat. Zelo malo eteričnega olja. Vrnimo se k začimbam značilnim za našo kuhinjo. Evo, takole, tukaj imamo vejico lovorja, to bomo torej obtrgali, take lepe liste, čisto mladi niso v redu, ker se ne sušijo, semišče niso dosti trdi in se ne sušijo v redu, kar počrnijo, ne. Dobra misel, večina jo pozna kot origano, denimo raste na travnikih. V kuhinji se uporabljajo tako listi kot cvetovi. Njen bližnji sorodnik je majaron. V naši naravi raste tudi več kot 20 različnih vrst materinih dušic ali timjana. A te se denimo razlikujejo od timjana, ki ga sadimo na vrtu. Materino dušico dostikrat poznamo kot rastlino za čaje, to se pravi ne tako kot začimbo, medtem ko tale vrtni timijan pa seveda vsekakor smo ga navajeni uporabljati bolj kot začimbo. Nepogrešljiv je tudi rožmarin, suhega lahko zmeljemo v prah. Pa bazilika, ki je prav tako sestavni del mediteranske kuhinje, vendar na vrtu ne prezimi. Ker je začimb danes v izobilju, pravi Ana Šušteršič, pozabljamo, da je manj včasih več. Velikokrat pozabljamo, da so začimbe lahko tudi prvo sol, poper, tako in nek dobro pečen steak. Sodi samo solni cvet in mogoče sveže mlet poper. Morska sol je slana in več natrija ima, dočim solni cvet je bolj plemenit in je res bolj sladek in nežen, po drugi strani pa bolj mineralen. Dobre in kakovostne začimbe tudi zaradi zapletene predelave dosegajo zelo visoke cene. Poleg že omenjenega žafrana je zelo cenjena tudi vanilja, največ jo proizvedejo na Madagaskarju. Stroki se razrežejo, uporabi se sredica. Potem kardamo, muškatni orešček, črni poper, klinčki. Cimet, ki ga pridobivajo izpod skorje tropskega drevesa, na Šrilanki izdelujejo in v rolice zvijajo ročno. Ta je poznan kot celonski ali pravi cimet in je tudi dražji od bolj zastopanega, a manj cenjenega kasja cimeta. Jesen je v kulinariki sladkega okusa, pravi Ana, zato za konec še jesensko začinjena juha. Por imam lahko kjerkoli druga čebula, zdaj imam masleno bučo, lahko je tako kokaido buča, jabolk in hruško in pa pol imamo še korenje, lahko je sladki krompir. Zalijemo z juho, damo kar skorjico cimeta. Tle imam še kardamom, ker sem ga prej izluščila. Kume bomo dali. Kurkuma je sploh super živilo, malo česna, vseeno v prahu. Lahko bi tle komod bi bil svež česen, kumina. Kolegica Katja Rebolj je tale dežel prinesla prek Petre, začimba prihodnosti. Pa piment, no? Ne le, da kulinariki dajo popolnoma nove okuse in dimenzije, številne začimbe delujejo blagodejno na zdravje in imunski sistem. Ponaredkov je, kot smo videli, kljub izpostavljenosti nadzorom veliko, ker jih uporabljamo v izjemno malih količinah, v ščepcih, je prav, da izbiramo kakovostno in pristno.